Ptuj bo znova športno zaživel. Teklo bo več kot 2500 tekačev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Bo ponovno potekal v starem mestnem jedru. To nas še posebej veseli, ker je to ena res taka dodana vrednost našemu mestu in dogodkom v našem mestu, ki jih seveda je veliko, ampak menimo, da je ta eden med tistih posebnih, tako da se res že veselimo tega. Upamo sicer, da nam bo vreme malo bolj naklonjeno, kot kaže zdaj, ampak ne glede na vse, jaz mislim, da tekači bodo zmogli tudi malo dežja. Gre za že 8. tek in veseli jih, da se znova vračajo v mestno jedro. Povezujemo zgodovino, tradicijo in mlade in vsak izmed UNESCO tek je nosil neko poslanstvo in tokrat je branje v gibanju. Torej želimo povezati z različnimi aktivnosti, ki že potekajo in bodo še potekale na samem tekaškem dogodku. Torej tako za tek kot za branje je potrebno več nekih vrednot recimo in pa odločitev. In ena izmed teh je zagotovo vztrajnost. Poudari, da ne gre za tekmovanje, temveč sodelovanje. Torej vsako leto in tudi letos bo paleta različnih dejavnosti, ki bo pokrivala od najmlajših pa do tistih malo starejših, ki bodo se udeležili samega teka. Tisto, kar pa je županja rekla, srčno upamo, da ne bo dežja. Udeležencev je največ do sedaj. Okrog 200 otrok imamo z vrtcev, 1300 otrok osnovnih šol, 900 srednjih šol. Med tekači bo pa vse prijavljenih, je do zdaj 180 profesorjev, učiteljev. Tekli bodo na različnih razdaljah, poskrbeli pa so tudi za pester spremljevalni program. Imamo več kot 30 spremljevalnih dogodkov, delavnic, zabavnih, športnih, aktivnih, torej vsi, ki bodo čakali na tek ali pa bodo že odtekli, se bodo lahko po mestu razporedili in se vključili v eno ali več zanimivih teh delavnic. Največ jih pripravlja profesori gimnazije Ptuj. Sodelujejo tudi drugi zavodi iz Ptuja, ki bodo aktivno sodelovali z vsemi udeleženci.